Ne, čakaj, ko zapeleš not na cesto dveh smetarjev, ki so že oni, ki ti hočejo avto kupiti tam, veš. Ajde, brate, 10 ide, da ne gledam. Sane! Na ovinku pred sejmom... Ne, noč sem šel. Ti pritisnem. Pritisnil sem že. Dobar dan vsi skupaj. Dobro jutro. Zgodnje jutro. Ja. Zarana. Čevlji so še topli od včeraj. To je A citiraš Instagram gospoda Gregorčiča? Včeraj smo bili takoj že začnemo. Včeraj smo bili na eni prezentaciji, pa smo imeli pol valjda kosilo. Stari, ta je bil tako razpoložen. A Jure? Ta je bil tako navit. A veš, kaj je vse govoril? Ta meni pač ni hotel jesti. Škaj mu je delal? Kaj si mu rekel, da po njegovih podatkih je več ljudi še vedno je več ljudi umrlo zaradi lakote na svetu, kot zaradi debelosti. Pa je rekel, stari, v Ukrajini noben ne hujša, veš? Ne, tu me boli tak odnos do hrane, ker je bila res dobra hrana, plus dober avto je bil. In če se tu dvoje poklop, dobra hrana pa dober avto, sem jaz razpoložen vedno. Prijemo do tega avta, vsaj do avta. Ja. Ciril? Kaj je zdaj? Enega lepega Mercedesa si vozil. Ja, tudi do tega prijemo. Pa jaz bi začel z enim... Ne, še to. Čakaj, sistematika. Ne, jaz bi začel s tem, mislim, vsaj ta trenutek bi predstavil novega atmosferskega člana. To je velika obelodanitev zdaj, a ne da? Ker to pa res še noben ne ve. Ne, se v bistvu vsi vejo, razen tisti, ki samo podcast poslušajo, pa sploh nič ne gledajo naših storijev, pa videov, pa tako naprej. Ne. Atmosferci imamo nov avto. Ja. Pa ime mu je Amir. Zdaj še Jure, ko pogledal, imamo še kakšnega novega? Ja, vas posrajo. Imamo še kakšnega polega Amirja, se kar malo strašil. Sej Amir je simpatičen, nisem več izzihr, če je avto, ne? Ja, v bistvu po prometni ni, ne? V prometni je, kaj že, 4-kolesnik. Ja, neki. Električni. Ja. Dajmo povedati za tiste, ki se morda s tem še vedno niso seznanjeni. Atmosferci smo si mislili idealen pripomoček za snemanje atraktivnih vsebin, ki je v sami osnovi čisto resnic električni Citroen Ami. Citroen. Tak simpatičen 4-kolesen strojček, ki nam je zlezel pod kožo, še preden si ti z njim zapeljal iz salona čist zares. In zdaj pa se malo pohecamo vsake toliko časa z njim, naredili smo nekaj videov, že pa še nekaj bo nastal. Ja, mislim, gnala nas je ta želja po vsebini, ta vsebinska svoboda, to, da lahko vsak trenutek vzamemo nek avto, pa gremo posnet kakšno tako zanimivo stvar. In midva tle en dan sediva, točno to razmišljava, takole zjutraj ob kavici, tako, stari, zakaj mi ne bi enega avta kupili? Tako, za nas. Pa Jureta ni bilo, da bi rekel, fantje, da se malo staviti. Ja. Mislim, enega niti zapela, če niste dala, ne? Ključi so tle, ne? Tebe ni. Ja. Amir je. Gospod motor je vi. Zdaj bomo uporabil Vinkotov stavek, ne? Amir ni sparkiran, Amir čaka. Drugače pa Amir, veš, zakaj je meni simpatičen, ne? Zato, ko je v bistvu križanc med skuterjem, avtomobilom pa balo. Okay. Čeprav lažje je kot bala. Koliko ima bala? Jaz se zdi, da so tam v Južni Franciji, da so bili deli raztreseni po polju, pa ni ta avto, ne vem, če prišel Citroenov oblikovalski studio, ampak so ga enostavno pobalerali, veš. Ampak to, da oblikovalci hodijo pač od ene firme do druge, pa tako menjajo dosta, ne, te pozicije. Se mi zdi, da je v Citroenu prišel nekdo, ki bi prej zaposlen prediksijo. Ja. Drugo teorijo, veš kaj pa drugo teorijo, kako je Amir nastal? Druga teorija je pa, da je Tomo Vinković kresnil Diano. Ne, mi je pa ful všeč drugače. Dobili smo tu dosti nekih vprašanj tako, o samem avtu, ne? Pa v bistvu, kar sem odgovarjal, sem 1 na 1 odgovarjal pač na Instagramu, ker je ful folka zanimalo, tako, kakšen avto je v resnici. Jaz sem tik pred tem, da posnamem kviki ali pa vlog na to temo, se moram še odločiti, kaj bom naredil, ampak da ga predstavim tako, kot se zagre. Ja, ker do zdaj smo se malo hecali, pa ga čez neko smešno vsebino kazali, pa tako, ampak je pa drugače. Ne bom rekel, da je ful dober avto, pa da ga mora vsak imeti, ampak nekomu ziher pa še podgovarja, tak kot je.
Ja, pa tudi ne pozabi, da če imam jaz prav, da si trojem prodajati slovno neko kargo verzijo, za pomesto neke pizzerije, dostavljalci pa te foto. Ne, se isti, sam da nima zica, ne, drugače. Pri tem avtu imaš vedno neko osnovno različico, pa rečejo, ta je pa toliko drugačen, pa v bistvu mu dajo sam radka pa gor ali pa neki, ne. Veš, kaj sem se spomnil, da bi unelike omenil, ki so bili glih ta pravi Jacki, da so v tem videli tudi malo potencijala, no. Kdor je videl ali pa vi, ki še niste, pejte malo na naše Instagrame pogledati, sem zvenel star 360 let, da Amir je tako pol, mal je vsebinski, nalepkarski hibrid. Na eni strani je rdeč, pa velik bel atmosferski A, na drugi strani mu pa piše gume na dom pa črn. Ja. V resnici je to en avto, enkrat je tak, enkrat je pa tak. Pa ti boš nekaj povedal, ker sem zdaj izgubil tren misli. Ne, hočem najprej povedati to, da kmalu zatem, ko je padla ideja o Amirju, je tudi prišla pobuda strani gumenadom.si, da bi bili radi zraven pri projektu, ker se jim je zdelo totalno kul to, kar počnemo. So rekli, imamo lahko mi pol avta, ne? Smo mi rekli, komot imate pol avta, ne? Meni se je zdelo totalno kul, da so bili tudi oni, bom rekel, na nek način brez pričakovanj. Mi bi sam radi bili del te zgodbe, kva bomo zdaj naredili, mi tako ne vemo še. In oni, kul. Tako, vsebinsko svobodo imate, mi bi bili sam radi zraven. No, kar pa želim povedati je pa to, ne bo ostalo samo pri tem, z njimi bomo še nekaj naredili, nekaj zelo zanimivega. In glede na to, da je zdaj sezona tega, da ljudje razmišljajo resno o nakupu zimskih gum, ker datum bo tik-tak, kmalu, lahko svetujem to, da se res mogoče splača pogledati in kupati gume na gumenadom.si. Ker, sej to vemo, pri gumarjih je itak marža taka, da tam, ne. Kamorkoli pogledaš, kjerokoli gumo, primerjaš cene, odstopanja so zelo mala. Tle se ti pa mogoče res splača, pa ne bom še povedal zakaj pa kako. Povem pa samo to, da ima neki veze z Amirjem. In da zna zelo biti zanimiv. Tako da, če kupuješ gume, pa centi gor, dol, evro gor, dol, pet na gumenadom.si, ker je itak servis je full hud, naročiš gume danes, dobiš jutr, pa mogoče se ti splača, no? Ja, to je, zdaj si dobro črto potegnil. Tudi mi še točno ne vemo, kako pa kaj, ampak malo se nam že svita. Ja. In pač, če kupuješ gume, itak jih moraš kupiti, tako da kvaj zdaj, zakaj se komplicira? A ne, Jure? Ne, skozi razmišljam, a je Bolt hitrejši od Amirja? Po moje je, ja. Čakaj. Je majčen. Bolt laufa na 100 metrov 10 laufajo ženski, mislim. 9 pa pol. 9, 84, koliko je že, se pravi povprečna hitrost, je to 40, nekaj čez 40? Posta pa tam. Tam sta, ne? Čak, pa še eno vprašanje imam, Amir polno naložen, naprimer, če greš jaz pa Ciril noter, ne? Ja. A on zdrži maraton? 41 km, zdrži. Mislim, pišemo, ker napolnjenje mu piše 70 km dosega, ampak jaz mislim, da ne bi bil problem 60 narediti, če se normalno voziš. Po moje, veš kaj je problem? Pač Amir pade hitro na blokado, se pravi, to je poln gasa, ne? 45 na uro. Videla sta služben avto kupila tak, da se jaz niti domov ne moram prepeljati meni na laze. Ja, lahko se samo si moš časa vzeti, kaj? Nisva pa tega še sprobala, če lahko preklopaš zraven Hondin agregat, pa ga peleš na desnem zicu sabo, pa hkrati filaš. Se pravi, range extender. A bomo to naredili? A probamo to narediti. Mislim, to bi mogli narediti. Se ne vem, če dela. Pa kje pa zaprobati. Ja. Pa naredimo Amirja hibrida, ha? Ne hibrid, to je range extender, ja. Range extender. Dobar. Ko smo zaružili v najmanjše električno vozilo, kar smo jih kdaj vozili. A ja, ne, se je še kakšen skuter, pa druge stvari smo tudi pelali. Ja. Votana tudi, kdaj mi boste dala zaprobati? Ja, jaz se zdaj z njim kar dost vozim. Vem. A si fauš? Gospod Mr. Busy AMZS motorjevija, če bi ti malo manj po svetu hodil, pa se večkrat v brlogu, v glasu bi pelil in Amirja in Votana in vse ostale stvari, ki so tle spodi parkirane. A zdaj sem jaz kriv, ko mi ne date? Ja, seveda, da si kriv. A si že kdaj pelil Votana, Saša? Ja, večkrat. Pa Amirja tudi, ne? Večkrat. A ni to čudno? Zakaj? Ker sem tle.
Kje si pa ti? Ja, Sem v službi. Ja, Ti si kot Tom Hanks v Frankfurtu To tam. pa je res bil. 4 dele terminala bi lahko posnel. Ja. No, vidiš. Ja, če Votan, kaj bomo še kaj povedali o tej zadevi? Ne, mislim, jaz noro uživam zaradi tega, ker zdaj se je Ljubljana spet nafila. Mislim, cel poletje je bila itak cela štala. Ne. Jaz ne vem, kaj je s tem prometom. Ker včasih tako ni bilo. Ne. Zdaj septembra se je pa spet začel. Ne. Mislim, na tem mestu poziv, pa ne sem zaradi Votana. Pač ljudje razmišljate o pač tej mikromobilnosti. Ne? A veš, res, kar si ponostavi življenje. In z malo pameti bomo tudi pač mi mogli stvari v roko vzeti, pa malo te gužve zmanjšati. Ne? A veš, koliko mi je fajn? Pridem domov, ta mala reče, pelj me na treningu, ne vem, 3:30, da je to. Ne? Se veš, kakšne so ceste ob 3:30 v Ljubljani. In jaz sem se včasih sam za glavo prijel, sem rekel, zdaj sem zgubil 3 ure. Ne? Takole pa sam, 10 minut, 10 minut nazaj. Apropo to, da ne pozabim, par dni nazaj me je Rok klical z avto Rebrnika, oni so drugače voznik, no. Za Votan pa je rekel, da ima še nekaj skuterjev v skladišču. Če pa koga konkretno zanima, no, Votan je znamka, drugače pa Storm T model. Imajo kupenih motociklov v tej prvotanu. Večinoma so na 125 osredotočeni, koliko je 5-6 različnih modelov, pa različic, no, pa tale naš je koštal 3 čuke, da ne rečem 10 evrov. Price performance, to hočem poudariti. Mislim. Fajn je. Ne bomo pametovali o motorjih, zaradi tega, ker pač nimamo dosti znanja, pa pojma. To bi mogel še zdaj tlele Gaber ali pa kdo povedati, Kauka. Ampak v vsakem primeru, jaz uživam z njem, to je meni važno. Ja, meni tudi. No, jaz ga bom vzel, da bom tudi malo prtljažnik pokazal, vidva še nista pokazala prednosti skuterja, ne? Nič nismo delali tazga. Mi da se samo vozva pa... Vetrna zaščita. Pa rokavice rabim, to mi folk govori, da rabim rokavice. Ja, rokavice pa rabiš. Jaz se tudi nisem šel. Da ne boš slučajno, jaz upam, da se ti ne bo tako nikoli zgodilo, ampak asfalt je drugač kar dober ibežen za kožo, ne? Pa ne boš več iPhone-a s prstkom odpiral. Kaj pa s komolcem? Varnost. Ne? Cool. Kaj smo še kaj tazga vozili? Začnemo kar z nekimi avti, ki smo... Jaz bi zdaj, če smo že začeli z Amirjem na Štrom, bi omenil enega precej večjega na Štrom. Kaj je tudi član v bistvu na nek način atmosferske flote že dlje časa, ne? Ford je se oglasil in rekel, če bi se mal daljši čas družil z njihovim Mustangom Mach-E. Pa najprej seveda napadi, da to ni Mustang, jaz pa stari, zdaj se že en mesec vozimo, ima kar neki Mustanga vsepne. Ampak bolj je to zanimivo, da ima glede na tehnične podatke, pa na 3 izvedenke, ki so na voljo, je kapaciteta baterije najmanjša. V primerjavi z izvedenko GT. Ne? Pa pazi, to, kar rečemo najmanjša, meni je to smešen, ko oni rečejo mala standardna baterija. Ne, ampak je kar velika, ne? Sej to. Ja. A veš, jaz malo zdaj, vsi dajo neke 50 kWh noter, pa rečejo pač, to je naša baterija, ne? No, tam ima pa 68 kWh baterijo, ne? Ja, neto, 75 bruto. Ja. Ne, ampak zdi se mi, a veš, da sem bil kar mal sam nase jezen, ker se mi zdi, da sem bil jaz del tega problema. Ker nimam občutek, jaz sem že prej, a veš, preden kakšen test na avto prevzameš, da sem kar a priori v svoji glavi odfokoferil, ker sem si mislil, pa dajte mi unga s ta dolgim dosegom, pa dobiš avto, ki predstavlja na nek način, pa da se ne bo narobe razumel, dno ponudbe, ki pride do samega dosega. Ne? Rečemo rajši vstopni model. Vstopni model, no. Vsaj kar se baterije tiče. Nisem slabšalno mislil. Jure Tigbot. Nisem tako mislil. In ne zdaj zvijati mojih besed. Slišalo se grozno. Ja. Na dnu sem. Ja. Jaz Ciril Komotor sem na dnu, ker sem dobil Mustanga. Ja, pa pejte se soliti. Dobro, ni tako mislil. Pa sem pa z njim začel operirati na vsakodnevni bazi tle po Ljubljani, pa tudi sem pa tja par daljših fur sem naredil. Ko jaz ta avto nafilam, mi pokaže za 340 km dosega in se mi zdi, da je to precej bliz dejanski realni porabi oziroma dosegu. In zadev si kavč lepo. Koš je dal. In se mi zdi to, kva naj ti rečem, več kot dovolj za nekoga, ki realno gleda na to svojo mestno, primestno, medmestno mobilnost. Jaz sem s tem avtom skočil tudi že na obalo Maribor. Niti enkrat se mi ni zgodilo, da bi imel range anxiety. Porabo Ford navaja 17 kW, 17,2 kWh na 100 km. Jaz nič ne pazim, kako vozim. Po avtocesti pilem propisno, parkrat sem se celo jedel, da sem pelil prehiter.
pa imamo poprečje 18, pa drobiš kWh na 100 km. Predvsej težje od Amirja, pa se 5x let pele. Min grede, ne, ta Mach-E se pele stari tako dober. Bolan natančen, tako noro hudo. Pa super je, užitkarski avto je. Ej, veš, kaj sem jaz razmišljal, ne? Kaj mi je ta range anxiety, ne, kaj ti praviš? Pa to, da nas vedno zanima, koliko ima dosega, še preden se usedeš v avto, pa še preden si ga v bistvu tako, še preden ga prepeleš v svoj lifestyle, ti vprašaš, koliko ima dosega, ne? Meni je to podoben, kot včasih, ko smo se naslonili na šipo od avta, pa pogledali, koliko ima na števcu, a veš, koliko gre avto. Točno tako je. Veš, noben avto ni šel to, koliko je imel na števcu, a veš, ampak nas je zanimalo, koliko ima na števcu in dejansko si v bistvu rangiral nek avto po tem, koliko ima na števcu. Ne? Ja. In isto tle, se kar sprašujemo, koliko ima dosega, tam ima 300, tam ima 400, tam ima 500. V bistvu pa rabiš tistih 50 km na dan. Ja, v resnici. Veš, kaj ga filaš vsake 4 dni? Ja, lej, ti bom jaz povedal točno, pač, kako sem jaz živel s tem avtom. Vzel sem ga in 4-5 dni sem se vozil, da ga sploh nisem preklopil, ker sem operiral teh 20, 30, 40 km na dan. Enkrat sem ga vmes na filu doma, pač tako kot telefon, preklopaš zvečer, zjutraj odklopaš, pa sem pa šel na morje. In sem šel normalno pač tlele do Hrvaške, nazaj grede sem se pa na Kozini ustavil in je povlekel tistih dobrih 100 kW. Ja, se to 15-20 minut sem bil tam in sem bil spet doma. Prav tako sem jaz, zdaj točna preslikava tega, kako sem jaz uporabljal ta avto. Ne, se če infrastruktura dela, pa ti potegneš 100 kW, range ni noben problem. Govorimo res o tem, da tak avto ima lahko nekdo, ki ima res pač te pogoje, kakor imam jaz, pač hiša, priključek, odklopaš, izklopaš avto, tako, pač ne govorimo zdaj, da si v bloku, pa da iščeš polnilnice, pa to. Ne smemo si utvar delati, vsi dobro vemo, da je električen avto vse ni za vsakogar, ne? Ampak je pa ogromno ljudi, ki padejo v to grupo, ki si pa električen avto želi, pa jih je mogoče strah teh dosegov 300-400 km, pa jih ne bi nad zadovoljili manj kot 500-600, sam realnost je pa druga stari. Se vemo, poprečen evropski kupec, poprečen evropski voznik na dan naredil poprečju max 80 km. Mislim tako, če gremo gledati neko statistiko, a je tako, Jure? Ja, pri nas še manj. No, pri nas še manj, seveda. Pri nas še manj. Ja, no je pa res, da tudi v Evropi malo to umetno znižujejo to mejo dnevnega commutinga, ne? A veš? Ja. Ampak tako, kot sta rekla, meni je pri temu avtu še nekaj totalno všeč. Ime Mach-E. Meni je všeč, ker ima na števcu hitrosti, ima ground speed mu piše. Ground speed piše, ja. Pa, a veš kaj je, če gremo malo nazaj v zgodovino Mustanga, ne? Mustang je bil tak tolpa z New Yorka, a veš, tak razbijač. Ta velik diferencial, muscle car. Veš, ta je pa Mustangu dal to sofisticiranost, veš. Zdaj po tanki liniji hodiš. Ne, kaj je tanka linija? Totalno sofisticiranost mu je dal, ne? Ja. Pač Mustang si ga zataknil tretjo, ne? Spomnim se zgodbo od najnega brata. Ja, ki je plesal po avtocesti. Ki je pozabil tipko stisniti. Ja. Ne, nisem pozabil. Pač stisnil sem jo, zato je bila napaka. To je pa ena druga plat Mustanga, ne? Dajmo reči temu elegantna robustnost moči, ne? Ja, 4-kolesen pogon imam in grede. Lej, pa tu je avto za enega drugačnega uporabnika Mustanga. Ne? Najlepša kombinacija, pa če imaš doma V8, pa pol tega zraven. Ne? Ja, to pa je kombo. Še nekaj bi rad povedal, zelo na hitrco. A veš, vsi pravijo, ne vem, če vozaš Tesla, pa to je ful dobro, sam povežeš se s telefonom, to vse dela. Na Fordu so mi rekli, daj probi še pač pri nas to narediti, ne, s tem Mustangom. Pa sem res downloadil app, se povezal, stari ista stvar. Ja, veš? Mislim, ne, odklepaš, zaklepaš, gledaš pač porabo, med filanjem gledaš, koliko se fila, vse te stvari. Mislim, ok, tam so rešli v neko skrajnost, da res lahko pač upravljaš avto, ne vem, prdiš, trobaš, tako naprej. Tle so to oklestali, ampak dela. Dobro, tisto je meni butasto, no. Ja, hočem sam reči, da tle imaš isto stvar, z manj funkcijami, ampak dela. Ta Sync Fordov tanov, meni je bil zelo všeč, pa tudi probal sem ga v tanovnem Focusu, pa tako, res je dober, sam kle pa še pripomba, ne. V Machu-E, naprimer, navodila za uporabo so v slovenščini, ne. Tudi videi so, po mojem, zdaj že prevedeni, centralni vmesnik pa ni, ne.
Tako da fort, če boste kaj v Kelen klicali. Ne? Neki lufta še No, je. Ne? kako boš prevedel ground speed? Ja, pač prevedeš, kakor prevedeš. Ne? No, dej, da slišim po slovensko ground speed. Zemeljska hitrost. A se lepo sliši? Ja, ampak A se lepo sliši? lepo se sliši. Ne sliši se lepo. Ni to merilo. No, Stari, zdaj veš, zakaj niso ja, prevedel. ni res, ne, to ni V izgovor. Ralfah tudi piše akva pa olje. Ja, ok. Quadrofolio, kako boš prevedel? Kdo ti je pa všeč? Boš ga prevedel. Ja, no, ja, vidiš. A, Tako da ne tešti s tem svojim prevajanjem. Kaj sta videla? Pa se pa ena lučka prižga, hej, Jure, hej. Koliko ima mi do tebe rada, stari? Veš, koliko te imam jaz rad? Ja, vem, da me imate rada, ampak mi moramo misliti naprej. Ne? Avtomobili postajajo kompleksni, vse bolj kompleksni. Ne? In včasih, ko se kaj zakomplicira, kdaj že Viber zapis, kako gre Ciril filat? Kako je Viber po slovensko? Je Viber? Viber, Weber. komunikator. Ne? Ja, Ja. Lej, gledati moramo na vse slovenske voznike, ne? Ja. Se to imaš prav, vse te malo hecamo. No. Ja, ground speed. ground speed. Brom Gašo. Kaj pa je- Gašo te bom kaj vprašal, pa je Gašo, povej mi, Ne, kaj je narobe? sliš ground speed ali zemeljska hitrost? Kaj pa je narobe z zemeljsko hitrostjo? Ja, se dobro sliši. A veš, ne, če imaš tako števce, pa si predstavljaj une številke, ki se obračajo, ki ti pospešuješ, pa ti pod spodaj piše zemeljska hitrost. A je seksi? Meni se zdi seksi. Dej ni jih. No. Meni se pa zdi seksi. Jaz bom, ne vem. Dej ni jih. Kar naenkrat, ja, zemeljska hitrost je kar v redu. Motor se fajn sliši. Igričarja pizda. Dej, kva sta še kaj počela. A ne, čakaj, A gremo še nazaj. Veš, kaj sem jaz počel, kar si ti tudi počel, pa Sem mi je jaz ful naj- zanimiv. a nismo mi da to že omenila, Saša? Niso, ne? Ne, nisva. Okay. A sva? Po mojem sem že to kontenta na to temo naredil, da že mislim, da so že 100krat pojela. Dej poj ti. A pa veš, kva mislim? Ja, Barcelona. Ne. Kaj pa? Ok, lahko tudi Barcelona. Ne, jaz sem hotel reči, da sem spal v miniju. Ja, jaz nisem še objavil tega, nisem še Nisi še poregistriral. spal v miniju. Ja, sem. Ja. A res nisi objavil? Ne, pa To me pa zanima, ko je najbrat je hotelski človek. Ne? Jaz Ja. sem booking.com človek. In on gre pa v taborit, daj tu pa povej, Ne. to me pa zanima. No, da ja. Ne, sem drugač, meni je všeč ta natur romantika pa to. Sej, če imaš milo, pa vroč tuš, pa na koncu večera. V glavnem, Pa vodo za potegniti, pa ne vem kva. Mi- Sej nisem drugač ful tako razvajen, sam tako, meni je fajn, da imaš vodo za potegniti. Nekje. Pa WC papir. Ne. Kako me gleda? A zdaj bi videl Jureta zavijati z očmi. ne? Prosim te, ne zavij z očmi. Daj povej, zdaj to Prosim te, to je moj ground speed. Sem si ga predstavljal tega našega velikana, ko je šel in šotor gor. Ne, Ja. šotor je Kaj drugače vi- super. Čakaj, sam da razložim. Z Minija so poklicali, so iz BMW so poklicali, so rekli, da ima enega Minija, countrymana, ki ima gor nad gradnjo. Jure, kako se reče nad gradnjo? Strešni šotor. Strešni šotor, bravo. So rekli, da bi ga vzel, pa šel nekam prespat. Sem rekel, koliko je velika tista pojsla. Prva stvar, ki me zanima, je to. Ne. So rekli, 2,10 metra. Tako da je orang pojsla. No, skratka, sva šla z Leo v Brda s tem Minijem, sva si najela en idiličen hribček tam gor. Tako ful je bilo, res je bilo lepo med trtami. Idila, sva si naredila piknik, zvečer večerjo, vinčkala sva, tako, a veš, vse je bilo lepo. Sva šla spat, pa je pa začel pokati, tako na polno. Sva bila pod nekim hrastom, sva bila. Res? Ja, no shit. Ne, sem. Stari, ki je začel premetavati tisti avto, tisti šotor, tisti hrast. Stari hrast je v pogibu do šotora. A ja, pihalo je ful. Ful je pihal, pa strele, pa pokale. Pa... Ta klip si bo šlo tudi čisto Ja, pa drugače. čaj, razložil. pa to je tak karavaning krst, ne? Se ni vedno na Ne, pa kamperu. sej drugače, da noš mislil, da je Lea bila zraven, ki je živčna, pa da je, ne, stari, jaz sem bil, ona je spala. A veš, jaz sem pa ki vse sliša, veš. Pač jaz ne morem spati v takem, ne. Doma bi lahko spal z lahkoto, ampak pač tam sem vse poslušal, kaj se dogaja, ne. Vse sem slišal. Ja, ampak to je bit Ona je karavaning. bila pomirjena, ona je spala, jaz bi lahko komod zdržal, ne. V glavnem ob Pač 3:30 zjutraj si Ja. spakiral, pa si šel. Kjer sem pa sem šel, ne. Zbudil si ženo, jo vrgel iz šotora na svoj Ja. vozniški sedež in sta se Sem jo perla domov, ja. pod vroč tuš. Ja, v bistvu res. Pa vodo potegniti. Ja. No, pa sem pa par dni pozneje jaz ta avto prevzel na test, so si ga kar v bistvu podala.
Pa sem rekel, fuck this. Pa sem šel, Kam mini sodi? kam mini sodi, a to je urban avto, ne? Zakaj bi se zdaj delal, da je kaj drugega, tudi če je countryman, sorry, pač mini je mini, no? Dajmo si to priznati, ker večina countrymanov se ne voz po countryju, ne? Ampak se voz po mestih. Pa sem rekel, da bo... Kakšno sodbo si mu zdaj napisal? To je realnost tudi vseh ostalih dvignjenih avtomobilov. City man. No, pa sem pa rekel, bom pa prespal v mestu. Ne. Sicer sem naknadno ugotovil, da sem kršil zakon, ne, ker to sploh pomislil nisem, če sem čisto iskren. Ampak sem prespal v središču Ljubljane, pa je bilo tudi zelo zanimivo, pa nam več rekel, zato ker sem vse tudi posnel, podokumentiral, pa bom objavil video. No. Pred opero je šel. Ni dobro, da. Opera men. Čas se res vprašam, kje je meja. Če zdaj le pogledaj, če si slučajno lajko fotko, ki sem je dal na Instagram. Ja, sem, Kaj bi pa ti počel s tem avtom? Ja. To, kar se počneš s trešnim šotorom. Točno to bi naredil, kar si ti naredil, sem da ne bi ob 3:30 vstal. Pa človek, če so strele pokale zraven. Ja, valjda, če se pod osamelca postaviš, ne? Drugič si daj še strelovod na kapo. A veš, se bo, ampak... Lej, domu bom še eno priložnost. Kar dejmo, ne? Ker tu je bilo zdaj, ne? Ta je ga je obtožil, da je tu samo urbano, ne? Mislim, Booking.com je urban, ne? Ne, nisem tega rekel. Jaz se to avto, se tudi kam preleze, pa 4-kolesen pogon, pa marsikaj znam, pa hočem reči, da njegova realnost, ko jo jaz vidim, ne? Ja. Če mi dovoliš mnenja, ne? Gospod novinar, in ga bolj vidim v urbanih okoljih kot vse nekje drugje. Sploh s strešnim šotorom na... Seveda. Presežem, da bojo algoritmi zaznali, da smo 5krat rekli Booking.com in da bojo vmes med tem podcastom skakale reklame Booking.com. Prav zanima me. Delate jim zastojno reklamo, ne? Ne? Dajte šolde. Ja, Booking.com. Jaz se pa ful veselim tega minija in jaz bom šel tudi v naravo. Super. In boste videla, jaz bom šel pa nekam, da vržem ta Cirilovo etiketo dol, da je to samo urbani avto. Pa ni, ti mene sploh ne slišiš. Ti me poslušaš, pa me ne slišiš. Pustimo, Groundspeed. Groundspeed. Kjer je avto, ki si ga midva ful želiva peljati, pa ga še zmer nisva peljala? Nisem ga tr. Ja. No in... Še zdaj ga nisva peljala. Ja. Tako sta iskala eno pravičilo, da nista prišla za volan. Se jaz verjamem, da sta uživala tam. Tam sta zmer bližji. Ja. Zmer bližji so. Nisem je poklical. Rekel, a bi vidva ne pelala, nisem na GTR. Mi je tako, točno to hočeva. Ne, drugač, res naj jo je poklical in je rekel, če greva v Barcelono na pred premiero filma Gran Turismo. In sva rekla, greva. Sploh zaradi tega, ker je bilo drug dan še neko druženje na dirkališču Katalunija pri Barceloni z vključenim spremljevalnim programom, kar pomeni, da so bile tudi vožnje na dirkališču z Nissanom GTR, ampak seveda na sovoznikovem sedežu. Jaz sem bil tako malo, okej, ne. Pa malo že pisto poznaš, pa hočeš. Ja, sem se res pač želel, ne. Ampak je bilo pa ful dobro. Jaz sem bil totalno presenečen zaradi tega, ker so bili ful hudi dirkači, med drugim tudi Pedro de la Rosa, pač, Formula 1 voznik, ne. In so nas posedali in smo odpeljali 3 kroge na polno, ampak ne tako en za drugim v kolonci, ampak fantje so štartali, tako rolling start, na zeleno luč in 3 kroge na polno, prehitevanje, bremzanje, ponotranje, pozunanji, ta temu na odbijač, tako orang, res, ful dobro. Jaz sem tudi kar mali spod oka pogledal, ker sem videl, vidiš avtomobile, obljube so velike, doskrat se zgodi, da je vse skupaj pol pod pričakovanji, ker si misliš, to bo zdaj, ampak pismo stari, zares si imel feeling, že ko si avte videl, ko so se druge skupine vozile, ko so prdrvel s polnim speedom po ciljni ravnini, si rekel, stari, jaz gledam Gran Turismo v živo. Tako zares, ker vidiš, da se ti približuje Aston Martin, 2-3 Nissan GTR, Lambo, Porsche in ja. Tako da pol na sovozniškem sedežu sem bistveno bolj užival, kot sem pričakoval, da bom. A skaj bremzal? Ne, to nisem. Ne. Jaz v bistvu sem 100% nefiltriran užitek je bil, kolikor je lahko, da ne voziš. Ni bilo prpice, ni bilo prpice. Tako, pač res je bil užitek. No. Ja, pa mi grede film, najbrž je še v kino. Čakaj, prej greš na film. Ja. Zdaj pa povejte, a se dobro udri na GTR, ne? Ja, res. Ja. Drugač, sem se tudi pol s dirkačem pogovarjal, je rekel, tako pač, ko si enkrat ven iz ovinka, je to brca v rito, ne.
v ovinku se pozna, da je avto malo težji, ampak je rekel, da ga je čisto easy obvladovati, ker, a veš, algoritmi vse naredijo. Ne, Dober matematik je. Ja, dober matematik. Jaz sem vozil čisto prvo generacijo na stezi Navak pri Beogradu. In jaz se spomnim na konc ciljne ravnine, ko jaz malo pogledujem, hunmud nisem, pa je rekel, kar spuzga. Sam pohod. Stari, On bo vse naredil. Kako še ta okrog ovinka. Dober grab je. Ko avtomatsko podprimeš dol, da boš neki kot volana dodajal, veš. Ne, hud. Bracina, no. Film je pa, jaz sem v videu rekel, da sem zelo užival v celotni produkciji, kakšno bučko skotalijo, ampak to je več veš, slabše je, zato ker veš, da pol v resnici ne furajo. Na Silverstonu pa so snemali veliko na Hungaroringu, ampak v resnici ni s tem nič narobe, kot track action, zvoki, experience, pa temelji za ta film to je resničen dogodek oziroma resnično dogajanje. In nisem je v bistvu organiziral na eno mesto spravil par najboljših gamerjev pri igrici Gran Turismo. In so se odločili, da vidijo pa da preizkusijo, če lahko iz gamerjev naredijo pravi dirkače oziroma najdejo nekoga, ki bi bil sposoben pelati dirkalnik. In zdaj sem pozabil, ko je modelu ime, je prišel tudi na premiero oziroma to na special screening, se temu reče. In je fajn zgodba, no? Prav za resno. A veš, dokumentarca nisva pričakovali, ne? Tako da vedela sva, da bo pač malo hollywoodski film, ne? In je malo hollywoodski, ampak zadovolji 99% ljudi. Jaz sem pa tudi dobil neke message od frendov, tako je ful je hud film, ne? Ampak a veš, oni ne vejo, da so se vozili v kontrasmer na Hungaroringu, ne? Jaz sem to videl in to mi je šlo na živce. Jaz sem videl, da ima dva različna volana v avtu, na enem kadru en volan, na drugem kadru drug volan, veš, tako se vprašaš, čakaj, kva? Jaz vem, da, a veš, da ko šaltaš, ne greš hitreje, ne? Veš, pač prešalta, pa gre kar naenkrat ful hitreje, ne? Tako, dva ganga dol, pa tako ful se spremeni hitrost. Jaz vem, da po zunanji ne moreš ful prehitevati, pa pridobiti na hitrosti, pa na rekorda kroga, ne? Zato, ker se voziš po daljši poti. Ja, a veš, on pa najde neko novo špuro svojo, ker noben do zdaj še ni vozil, pa podre rekord, ne? Steze. Tako, bučke, ne? Ampak gamersko linijo. Jaz sem šel sam sebi mal na živce, ker toliko stvari pač vem in nisem toliko užival v filmu, kot uživa 99% ljudi. Ne, kaj je, mislim, jaz tega filma nisem gledal, pa tudi v kinu ga nam šel gledati, da ga bom počakal, da bo na televiziji, ne? Ali pa na internetih. Ne? A veš, ampak fora je pa v tem, da tu je še en dokaz, da če si nekaj res želiš, se da ustvariti. Ne? A veš, in tu je Vse to, ta zgodba je pa huda, no? Mene tu privlači pri tem filmu, ne? A veš, pač da ne ostanemo mi sem pri nekih sanjah, ne? Da če si nekaj res želiš, boš naredil, boš šel do konca, boš pokazal, pa to tudi, da se da virtualni svet nekam pripeljati, ne? Veš, vse tu mogoče motiv za vse une mlade, sam dajte pa razmišljati res tudi o tehniki, ne ostati sam pri tistih ekranih, ne? Ko se usedeš na ta dirkaški asfalt, polkar naenkrat začneš ceniti tu, da rata vse tridimenzionalno, pa da začneš razmišljati, zakaj ena sila deluje tako, pa druga tako, ne. In tam možakar je zdaj kaj, je dirkač ratov, ne. Ja, čist resen dirkač, profi dirkač, ne. Tako da to je ena taka lepa zgodba, da se iz digitalnega sveta zna priti tudi nazaj na analogni. Ko si lih tehniko omenil, ne, prejšnji teden smo imeli kar overload informacij o tehniki, ko smo bili v nuklearni elektrarni Krško. Stari. Krasno. Stari, to je bil pa meni tok dober izlet. Meni je bilo pa tok dober. Jaz sem po mojem edini objavil storije. Jaz še bom, ker je preveč stvari imam še drugih za narediti, ampak bom objavil. Je pa to tak, ljudje to je tak izlet v jedro, ne. V jedro. Kor. Andrej, čeprav nismo šli v jedro, ne? Nismo šli v jedro, ampak dejansko obisk naše energetsko najbolj pomembne ustanove Pika-End, sigurno je, ne? Ker če bi zdaj na hitro hladili tisti jedrski reaktor, bi bili mi v velikih težavah, kar se tiče osnovnega zagotavljanja električne energije, ne? Predvsem je bil pa tam Andrej Kavčič, jaz se mu moram javno zahvaliti, Andrej je res krasno in
on mene, po moje, če bi imel v 7. pa 8. razredu, ko jaz še nisem v 9-letko hodil, ko sem že tukaj star. Če bi on mene imel fiziko, bi resno razmišljal, da bi šel fiziko. Torej, če bi on mene imel karkoli, ta človek razlaga s tako nemo, to je tako neverjetno. Mislim, jaz si ga želim enkrat dobiti v podcast, upam, da bo, ne vem, če je to odprto vabilo, upam, da pristane, ampak se ga bomo tudi tako kontaktirali. Pa tudi sem skeptikom, ko v tej tehnologiji vidite sem Černobil, pa Fukushima. To je itak neumen. Ja, ne, ampak pač, fajn je, da bi res prišel Andrej v podcast in da to razloži in zakaj se gre, kakšne so, ne vem, tudi on je vrgel tam kar neki mitu glede sevanja teh razpolovnih dob. Če gremo na kratko, nas je spletni portal jedrska.si, so nas povabili na obisk nuklearke, ker so poslušali naš podcast z dr. Žagarjem in so organizirali, takrat na koncu tega podcasta smo si zaželeli obiska, pa so oni to uresničili, so organizirali in smo šli tja in so nas res lepo sprejeli. Najprej smo šli v tisto sejno sobco, učilnico in tam smo Andreju postavili tono nekih vprašanj, ampak na vsa je odgovoril tako, s tako nemo, s takim zanosom, da tako. Jaz sem sam poslušal. Neverjeten človek, tako ki si rekel, s tako nemo, kar razlaga. Meni se zdi, da sem čez cel ta tur, ki smo ga imeli, kar lep del. Res, noro. 4 ure, koliko smo bili, dobre 3 ure. Pa tisti highlight, ko smo bili v kontrolni sobi, demo kontrolni sobi, tisto, ko uporabljajo tudi za vse inštruktorje, pa za upeljavo novih sodelavcev in tako. Tam, ko pa vidiš, kako ta sistem deluje, ko smo gorivne palce not porinili, alarmne sprožili. Si porinil. To si ti naredil, stari. Pa dober, mogel sem. Ne, ampak meni je bilo fascinantno, da smo bili v pravi kontrolni sobi. Ja. Tam smo bili sicer brez telefonov, pa strogo začrto, pa vse, ker itak tistih fantov ne smeš motati. No, pravzaprav smo bili v predverju kontrolne prave sobe. Ampak gledali smo vse, kaj se dogaja. Ja. Mislim, tako, in jaz sem že tam rekel, do zdaj sem mislil, da je pilot reaktivnega aviona oziroma lovca, da je frajerski poklic, ampak stari, ki pa ti enkrat v roki držiš palčko, ki upravlja moč 2000 megavatov. Na izhodni osi je 1000 elektrike 1000 megavatov. Ampak reaktor je pa 2000 megavatov. Stari moj, kjer Jack, Res, pa tudi predvsem me fascinira to, kako zloženo je to vse skupaj v smislu varnostnih protokolov. Pogovarjali smo se veliko o poplavi, o previsokem vodostaju Save, prenizkem vodostaju. Predstavljajte se ljudje, oni v neki korakih naredijo okrog reaktorja ščit, dobesedno otok. Tam je bilo še veliko rezerve in ne samo to, veš, tam, recimo, če se sam zdaj spomnimo na Fukushimo, kaj je bil problem, da je zalil generatorje, da ni bilo elektrike po tisti nesreči. Tle smo mi se sprehajali okrog elektrarne in tam so bili neki generatorji tako, ki so kar stali, pa smo vprašali, kaj so pa te generatorji, to je pa za vsak slučaj. Za vsak slučaj. Ampak pa je tam, tudi je za vsak slučaj. Kaj pa tam, tudi je za vsak slučaj. Pa poleg tega, da imajo v tako imenovanih bunkerjih itak še en generator, ki pokrije celo elektrarno, če karkoli crkne. Tako da ni double check, ampak res triple check. To mora biti zaščita tudi v primeru, padca letala. Mislim, se to je noro. Kako kompleksen je samo varnostni sistem, da ne govorimo o sami tehnologiji. Če bi glavno prenosno omrežje padlo, potres, če potres vrže dol, ta glaven daljnovod, ki pripelje v Krško, oni rešijo napajanje z lastnimi sorsi. In to je mislim, krasno. Druga zadeva, ki je pa mene fascinirala, je pa res, zakaj se moramo sploh pogovarjati toliko o tem, ali je jedrska energija zelena ali ne. Ja. Ker pa, ko vidiš vse tisto, kar slišiš, jaz mislim, da je to pač moj osebni pogled na to, da je to pač eden najbolj zelenih električnih verov. Sploh pa v razmerju močne.
Meni se zdi, da karkoli jaz probam razložiti v povezavi s tem, kar smo videli, da delam totalno krivico. Zato sem še enkrat apeliran to, kar si že prej ti rekel, da če bi Andrej kdaj prišel se pogovoriti ponovno, se smo že imeli enega strokovnjaka, ampak mislim, da ne boli, če imamo še drugega, zato ker se mi zdi, da bo ljudi kar nalezel s svojim entuziazmom, s svojim načinom razlage, pa s svojim znanjem, ker je pač neverjetno. Mislim, je pa dejstvo, veš, Res, da ne glede na to, da smo mi mala dežela, ne, mi zgolj sončnimi elektrarnami, pa z hidroelektrarnami, pa z vetrom ne bomo pokrili niti svojih potreb. Ne? Bomo, če bomo imeli še 100,000 ton baterij. Ja, pa si to že... Takrat, ko ni vetra, pa ja, ne, ampak sonca. veš, zanimivo je, kad doskrat mi smo zdaj, to je bilo zanimivo, ne, da mi smo zdaj ful sprašvali v jedrski elektrarni, kaj pa te poplave, pa je rekel, ja, ni noben problem. Kaj pa nizek vodostaj, ne? Kaj je bil upalno leto prej, ki je bila pa strašna suša. Ne? A veš, in toliko ekološko, v tako zahtevnem ekološkem času živimo, ne? Teh klimatskih sprememb, ki se ti ne moreš zanesti, da bo imela Sava vedno dost vodostaja, da bo gnala vse hidroelektrarne. Ne? Ne, ta pa dela na 100%, praktično zdaj od remonta dela na 100%, dan in noč vedno pač dostavlja tisto, kar mora dostaviti. Ne? Tako da, ful je bilo dobro, res. Pa tudi drugačno, zdaj sicer ne vem, tista gospa, ki nas je sprejela, je rekla, da so zelo zabukirani, ampak načeloma vsak se lahko prijavi na njihovi spletni strani za obisk. Mislim, da lažje sprejmejo neke organizirane skupine, ne vem, če je tako 1 na 1, ne. Ampak dajte si pogledati. No. Team building. Team building, stari, vrhunsko, res. Jaz bom link od spodaj to stran od nuklearke, kjer se lahko prijaviš za obisk. No. Je pa res... Upam, da ne bom zdaj, da bo navala, veš. Ne tega delati, ne tega. Je pa res, da je tak izlet v eno tako jedrsko elektrarno, res en tak zelo poljuden, pa noro zanimiv impact fizike, kemije, mehanike. Krasno, ne? Mislim, en mojih lepših popoldnev, pa tudi tako, veliko sem se naučil, jaz bom tudi set story objavil. No? A veš ti s feeling, ko greš z dirkališča, pa si se cel dan gonil, pa si pomerjen, pa se vozaš za tovornjakom 80 ur, pa si čist miren. Ne? No, kot sem napisal, ta radovedni jaz je zdaj pomeren za naslednjih ne vem koliko mestov. Pač jaz sem dobil toliko enih informacij, tako prav dobro se počutim. Dajmo malo nazaj na avto vprašati, da smo kaj tazga pelali. Jure, ti si skozi neki naokol, nekih domačih predstavitev je bilo, kakšne avte smo še testirali vmes. Kaj dogaja? Mislim, zdaj je ena faza, ki je ful teh, bom rekel, prvih ogledov, novih svetovnih premierij. Passata razlož, stari. Ja, ta Passat. Passata sem pelil, v bistvu sem noter pohali. Passat. Passat. Ja, ampak, Passat je eden od unih stebrov VW-ja, ne. In, a veš, kaj mi je bilo ful všeč, ne? Videla se je ta raznolika mobilnost spet, ki so... Dolg nisem videl na predstavitvi, ki bi inženirji bili tako veseli ob enem avtu. Daj povej, zakaj? A na električnih ni tako? Pa ne bom rekel, da ni tako, ampak tle so prav blesteli. Tle je vsak, ki je govoril, ne? Jaz sem se pogovarjal z inženirjem, A je bilo prsa ven, ramena nazaj? Prav videlo se je, da je ta avto, vsi so tu govorili, pa noben ni na glas povedal, ampak spet prav čutiti je bilo, tu je ta prav Volkswagen, ta prav. Ki so spet smeli izgovoriti, kakšno TDI pa te fore. Ja, in veš, kosilo je bilo zanimivo, ker se je zraven nas sedel in se veš, kako spomniti. Pa sploh jaz rad tako kaj prcnem, pa je tako jeva šnicel, pa človek nasprot mene, pa moj srečen je, pa kaj zdaj? A TDI bo tekel še en krog po Passatu. Bruhalno iz njega. Je rekel, mi razvijamo Euro 7, vse mi naštel, ne smem vse v etru povedati, kar sem obljubil, ampak je rekel, imamo en velik problem, politiko. Se pravi, v Bruslu še niso zakonskih določil emisij Euro 7. Zdaj bojo, da ne tež. No, ampak pejmo mi nazaj na Passat. Da jim mirno. Ful imajo za delati. Ali sam mogoče, Saša, tukaj sem te čakal, pa se niso glasil. Jure, ti si bil, da sam povemo, kje si bil, kaj si počel, ti si bil na uradni premieri Volkswagen Passata, ki so ga prvič pokazali sploh. Ja. Ja. Okay.
Ja, ne, kar uletimo, mi smo tudi, no, mislim. Jaz se pa satamo. V glavnem, dosti je zrastel, Bosen karavan. Karavan. Bosanka. Bosen karavan. Bosna. Bo samo karavan. A torej ne bo limuzine? Ne. Okay. A res? Ja. To pa je podatek, ne? Ja. Tega nisem vedel. To ste prvič tukaj slišali, če ste bili Ne vem, jaz. ne vem, če so prvič tukaj slišali, ampak Čakaj, zakaj pa to? A si vprašal unga prašniclu, zakaj? ja, zato, ker imajo ljudje radi Passata karavana. Vem, ampak a veš, neke firme pa to, ki si delajo pule avto, pa to imajo radi limuzine. Ja, vem, so očitno zračunali, da tudi po firmah raje vozijo karavana. Ima super velik prtljažnik, več kot 600 litrov, ima vse tipe raznolike mobilnosti, se pravi, ti si lahko kupiš tam močnega Tesija, sam bencinarja, mild hibrida, lahko si kupiš dizla, lahko si kupiš plug-in hibrida, meni je ful bi všeč ta nov plug-in hibrid, zato ker bo imel ta veliko baterijo, skoraj 20 kWh, kar pomeni, da boš ti dejansko lahko naredil 100 km, ne? To je pa, veš, ne? Tu smo že na rangeu električnega golfa. Ne? To je ono, da samo ob vikendih prežgeš motor. Tako. Ne? In pač motor so zrihtali, ta 1.5 se ji prav prilagodili temu. Ja, pa polnjenje je hitrejše. Ja, je hitrejše. Koliko? Čakaj. 7? Ne, če ni. 3,5. Ne. Čakaj, prav moram pogledati, ampak meni se ide 11. Kvo? Ja. Sem ne rekel. 11 pa 60 na DC-ju. To je proper električni avto. Lej, na hitri polnilnici imaš v 25 minutah nafilano baterijo. Proper električni avto. Ne? Pa spet ima tisto brezčasno, elegantno obliko, kakor se sliši to, ampak tu bo avto, ki bo tudi čez 15 let izgledal. Volkswagen dela tako. Ja, pač v vseh pogledih, tak Volkswagen, ki so ga ljudje navajeni. Passata je od leta 73 so Passatu na cesto spravili 34 milijonov, stari. To je pa kar število. Jaz sem videl na tvojih fotkah dve različici. Eden mi je bil ful všeč, eden mi je bil pa malo manj všeč. Sta dve različici? Ne. Dve maski sprednji, dva odbijača? Ali je en plug-in? En je plug-in. Aha, okay. Ampak ni. Kjer je ta zelen, ki ga zdaj kažeš? To ni plug-in. Tako ima veliko masko. Ne, ta zelen je plug-in. Nočem zaneti, koliko vsi, ki komentirajo, tako je avto nekaj, ki ga vidijo, ampak tam je mogoče, ta je lep. Ja, pa ta je tudi plug-in. Ampak veš, da ima drugo masko od spredi? Drugo odbijač. Ki je Airline. Aha, Airline, ok. Airline je lep. Tam je tako, mal mi povleče na Peugeota 407-8. Jure, kak kokpit malo? Ja. Kaj pa not, ja. Ja, kokpit je tak podoben kot v ID7, ampak kar je najlepše, full velik zaslon, 15-palčni v sredin, pa pač položen ali pokončen? Landscape. Položen. Ground speed. Jure, slovenski izraz. Ground speed. Zakaj zdaj landscape? Slovensko. Ti boš men. Položno, Jure. Položno, ni portretno. No? A veš. V glavnem, pa zanimivo je, dodelali so NQB platformo, ne? Zato, da so pač spravili vse te stvari, večjo baterijo not, pa tako ne. A ja, baterija je večja po energetski gostoti, ne pa po dimenzijah, ne. Hudo. Kaj to pomeni v prtljažniku? Ja, a kje štrli? V bistvu ne nič ne štrli. Raven poden. Klukoma, kot vsak ta prav Passat mora imeti, tudi plug-in hibrid. Sem imel učke za svetle, kaj je rekel klukoma. Ampak res, najbolj sem poživel, ko sem gledal, pa novo generacijo sistema DCC, ne, je dobil, Fedri so dobil še en ventil. In pol je bila spet tista debata, ne, ko vsi vemo, da nova generacija Passata je razvita v velikem sodelovanju z Škodo, ne, s Čehi. Tukaj so imeli Čehi kar levi delež besede, ne. In pol valjda sem mogel, ne. Sem rekel, kaj pa Passat, pa Superb, to je isto. Čak malo. Pa ne, sem užakar Feder. Sem rekel, vedno poslušamo generični odgovor o voznih lastnostih. Sem rekel, pokaž mi eno konkretno mehansko stvar ali pa neki teh finih nastavitev. In užakar, da vam Feder,
ta nov DCS. Pa ga je odžagal, pa rekel na to. Ne, Direktor se je potegnil. je bil že prežagan, pa je rekel, no, vidiš, tele diske, ne, in tam so v obeh ventilih, ne, za rebound pa kompresijo pa tu, ne, so eni taki diski, pa eni res taki skoraj urarski prevodi oziroma vrtine. No in kaj je olja. rekel, da ta Passat to ima, škoda pa tega? Ne, sploh ne. Ampak v Passatu pa v Superbu bodo različni ti diski. Okay. Zato, ker oni so pač rekli, mi hočemo imeti, da se bo Passat v srednjem razredu pelal pač najboljši, pika. To je ta hierarhija, ne? Ja, pač temu reči hierarhija ali pa odločnost. Ne. Ne, No, saj je v redu, ko mi saj je v redu. čakam, da greš še na Škodo Superb, da še Čehe malo vprašaš, da bo isto vprašanje. Isto vprašanje, mislim, ko me čakam, pa tudi jaz verjamem, da tudi Superb bo isto vrhunski avto. Ne. Seveda bo. Veš kaj meni hod sam po glavi zdaj? Ta pogonski sklop v Bulju. Star. Sploh pa ta plug-in hibrid, ne? Če bi tega dal naprimer v ID bazo, ne? A veš? Mislim baza, no, vse to sem Ja. mislil baza. Ja. Joj, jaz sem nekaj pozabil objaviti, sem se spomnil. Videl, kar gorta. Kaj si rekel, i-baz. Ja, kar povej. Ampak res, pa avto lej, nadpoprečno prostoren, ne? Pač, res, prideš nazaj pa si rečeš, lej, take avte bi ramo, take avtomobile evropska industrija zna res dobro narediti, ne? In nočem se ponavljati, ampak res so bili veseli. Ne? Prav tako inženirji so bruhalo iz njih. Ne? Karkoli si vprašal, aerodinamika, vse so pokazali, vse so, ne? Pa videli smo še 2 druga avtomobila. Ne? Ej, da povej, kdaj prije k nam ta avto? Drug let, čak, da ne bom... Najbrž v začetku, ne? Ali bo natemperali za Ženevo? Ej, by the way, Ženeva se bo spet zgodila v Ženevi. Ja, gremo, Ja, to ne? je super. Ja, 2024, Ja, pa- Ženeva bo konec aprila, kako je že? Konec termin? marca. Konec marca v Ženevi. A ja, pa nemška cena Passata, ne, je Ja. že znana, ne. To je. Pod 40 jurjev 39.995 evrov in jaz sem prepričan, da slovenski uvoznik Porsche Slovenija bo vse naredil, da bo Si izboril dobre cene. da bomo imeli dobre cene in Kakšno deželno opremo. Deželno opremo, tako kot Passatu pritiče. Ne. Mhm. Tako da jaz se zelo veselim prve vožnje, ker naj bi se pa zgodila enkrat zgodaj v začetku naslednjega leta. Sem Pelo- pa vi kar dosti zgodaj videli pol ta avto. Ja, pelo sem ga pa sam pohvalil, ker sem ga obrnil. Pa sem vprašal, če grem lahko malo na letališče ven, ker to smo bili v Braunschweizu na letališču. A ja. Pa so bila vrata odprta, so rekli, Nein. embargo. No, ampak lahko pa rečeš, da si ga pelil. Ja, obrnil sem ga. No. Pelil si ga. Pelo sem ga. Si prvi slovenski vozil tanoga Passata. Nisem prvi, ko so bili zraven še novinarski kolegi. Niso ga obračali. To pa ne vem. Jaz sem ga, ampak videl sem pa tudi ta novega Tiguana. A ja? Z enako pogonsko tehniko. O tem lahko govoriš? sploh? Ne, sam lep je kot pes. Res? Pogonsko tehniko enako je. Kaj pa če te jaz zdaj tle začnem žgičkati, pa te on drži? A boš kaj povedal? Neč. Izdajalec nisem bil pa nikoli. Lahko mi tudi nohte pulta. Ej, kva je bilo še kaj tacga? Ok, Passata smo obdelali, a stike pelu. Kaj si lih to objavil, veš kaj bi te jaz spomnil, ne? Mi folk je ful začel opažati, da smo mi prešaltali na boljši video, pa na... ja. A veš, tako, se mi zdi, da prej smo neki telefone tle postavili, pa začeli snemati, ne? Ja, vem, ja. Vmes se je zgodila nadgradnja naše video opreme, ne? Ti povej zaradi tega, ker ti nosiš zasluge za to, ker ti si tega želel, folk si je tega želel, ti si to uresničil, tako da dej povej, kaj se dogaja. Čakaj, zdaj sem grunto sem, če sem objavil tako, kot sem moral. Pa enega Volkswagena, mingerde, i-baza, lahko se z njim pogovarjaš tle v Aleju, v Ljubljani. V glavnem, vse boste videli pri meni. V glavnem, prešalta smo, ker se to sem po mojem že omenil, pa en kviki sem temu posvetil. Sam mal 11 kW fila na... Smo mi rekli, mi dva veva. Ja.
Jednač, prvo let smo podcast mi snemali pa beležili s telefonom, pa sem pa rekel, okay, da se mi zdi, ali pa da se nam zdi razumno, da naredimo upgrade. Ja. In ker smo vsi več ali manj v enem točki v karieri bili Nikonaši, mislim, Jure, ti si zdaj, jaz sem bil začetka na Canonu, ti si bil skozi na Canonu, a ne? Jaz sem pa že 2009 prešaltil na Nikon, pa sem šel vprašati, če imajo kaj, s čemer bi si lahko pomagali, pa nisem hotel imeti rocket science-a, pa so rekli, da imajo eno serijo, ki se imenuje Z30. In smo vzeli 2 bodija, pa 2 lenza, en je 16-50, en je pa 18-140. Lenza. Ampak hočem reči, da to je en tak osnoven mirrorless aparat, za nekoga, ki bi mogoče hotel malo upgrade narediti, da ne bo vse s telefonom delal. Govorim tudi... Ali pa za vlogerja pa vrhunska zadeva. Ja, samo vloger je tudi to nišna stvar. Jaz mogoče še gruntam to, da če ti hočeš en kompakten fotoaparat, pa greš na počitnice, ki so mogoče ni glih fiesa, pa da greš na en izlet, pa da hočeš imeti vse next upgrade level. Tega. Upgrade telefona, ker vse je na koncu dneva razlika. Meni je bilo škoda, ker ni s to serijo Z, Ciri zadnjič čuvni lepi luči po elektrarni slikal svojega Mercedesa. Ja. Čakaj, da do konca povem, pa sem pa o Mercedesu razgovorim. V glavnem tale Z30 je, mislim, Nikon lahko meni govori, da je entry level cel dan, sam zato, ker mi rabimo, to se pravi za posnet podcast, pa tudi za kakšno bolj zahtevno stvar, jaz sem to v Quickiu poudaril, ne. S tem fotoaparatom, pa s tem lenzom 18-140 sem jaz pritisnil tebe, ki si letel z Raptorjem, pa veš, da ti, nekdo proti tebi gre z veliko hitrostjo, sploh če je v luftu, da rabiš imeti hitrost, super fokus in je tudi to vrhunsko delo. Tako da entry level mi govori cel dan, v bistvu je zelo zmogljiv in to je to. In s tem imamo podcast, pa sem pa tja, jaz pa ti posnamamo še kaj drugega. Na terena, veš, tako. Evo, se ti si imel Nikona, se ti si ogromno... Kako sem imel? Jaz imam skozi Nikona. Ja, no, hočem reči, pač, a veš, ti ga res skozi sabo nosiš. Mi dva se res naslonimo na te telefone, ampak zdaj je res ful dobro. Sploh jaz, ker sem svojega unga razbil in nimam teleobjektiva in vzamem zdaj tega, ker ima teleobjektiv in navijem, poslikam app, fotka je čez 3 minute pri meni že na telefonu. No, se to je vprašanje mogoče za ljudi zdaj. A res vsi slikate samo še s telefoni? Ja, večino. Ja, večina, ampak veš, tako, mi smo res rabili ta upgrade, ne? Ja, ampak jaz mislim, da ga tudi ljudje rabijo. Tudi, če greš ti na počitnice, prvič, kar naenkrat se telefon zafila, tudi če imaš ti razne cloude, tretjo pesmo. Drugič pa toplota baru, svetlobe, slabi svetlobni pogoji. Tle se poznajo. Jaz tukaj še vedno, imam vedno fotoaparat s sabo. Malo je to poklicne deformacije, pa tudi pride moment, ko pa pol doma sliko pogledaš, pa rečeš, tole bom pa dal sprintati. A veš, kaj je razlika? Telefon ima boljši software in vleče, oziroma on razume, kaj manjka v osnovni fotki, česa manjka. Ja, totalno dobra throttle kamera je, ne? Čakaj, sem da razložim. Se pravi, telefon dobi neko slabo osnovo in on pač ima toliko dober software, da reče, ok, tle manjka te barve, tle manjka tega in on to vse softversko doštuka, ne? Tle imaš pa dobro osnovo. Že v štartu dobro osnovo, ker daš lahko spet na telefon in spet se igraš, ne? Se pravi, dobra osnova je majka. V glavnem priporočamo. No. Za 30 serija je ta, če bo slučajno koga zanimali, valjda boste sami najdli linke, pa tudi teleobjektivi so za neko normalno rabo, popotniško, ali pa če boste, ne vem, boste vlogali, boste, mogoče tudi za kakšnega podcastera, jaz ne vem, mogoče pa kdo začenja, se to je tudi vse bolj popularen. Jaz ga priporočam, no, pa sem veliko prefotkov pa presnemal. Jaz vas pa nekaj prosim ljudje, zdaj, ko veste, da imamo tole Nikon opremo, ki je dobra, ne? Ki je res zelo dobra, ne? Prosim, apelirajte na oba moja bencinska brata, da večkrat sabo vzameta tudi fotoaparat. Zato, ker sta oba odlična fotografa, ne? Eden boljši kot drug, ne? In mi gre na živce, ker sam s temi škatlicami operirata. Ker si želim gledati tune fotke, ne? Želim si gledati tune fotke, ker sem jih gledal včasih, ne? A daj nehi, no, zdaj pa kada so zabluzila. Ne, da sta zabluzila, ampak sam veš, da če s fotoaparatom slikaš. Še dober panning bi mi pa sedel narediti. Bajdo je spet se nam v zadju vrtijo dražbe, no, in če si opazil ure, zdaj je en avto zlata. Marija. 1948 Land Rover Series 80. Ta je bil pa še sinaf. Trenutno kotera pri 87 000 evrih. Daj, Jure, izprsi se, evo, 93 jurjev.
Fak, kako je Mater je lep, kako je Pa še raven ko vas Moram posneti, da bojo ljudje videli, kaj kako je delajo. hudno. Evo. Leto, 104 ure. Za Land Rover je 48 letnik. A ne, Ni kako lepo. so preproste stvari Evo ga le, zdaj pa. So mu dali streho gor, pa je cena poskočila na 110. za platno. 20 jurjev za platno. Noro. Ampak koliko je, mene malo srce boli tudi ta angleška avtomobilska industrija, ne? Kam je tudi zatonila. Ne? Mislim je, pa se imajo male renesanse, se jim dogajajo levo, desno. Le kaj je Gordon Murray naredil z unim svojim T50, T35 pa to. Ja. Sam to so, oni so šli že v 70-ih, v 80-ih. Oni imajo ogromno garažnih nekih takih firm, ne? Spomnim se TVR. Ja, točno to. Pa vsake tok cajta ena izplava ven, tok, da a veš, udar na svetovno sceno. Nobel pa te fore. Ja. Drugače pa, hotel sem vam povedati, da sem bil ta vikend na Reliju. Da sem bil udeležen na Reliju. Dej povej. Ja, ne, tako, zgodba je taka, no. Iz Opla so me klicali, prosili, so rekli, ekskluzivno, res ekskluzivno dobimo v Slovenijo Opel Astro Electric, prvo električno Opel Astro. Res totalna ekskluziva, kaj avto drugače pride uradno ven šele, mislim, da konc leta. A tu nam kje piska? Jure, se veš. No, in smo dobili idejo, da bi se s tem avtom udeležil Eco-Rallija, ne? Ta pravega Eco-Rallija. Pa to ni neka taka stvar, ki rečem Eco-Rally, pa si folk misli, ok, to so se trije neki nadebudneži izbrali, pa so si izmislili neko tekmovanje. Ne? To je totalno pod okriljem FIA, se pravi, nastopaš in v FIA prvenstvu, v državnem prvenstvu in pridejo komisari FINI, delegati, skratka totalno resna zadeva in smo se prijavili, dobil sem sovoznico, Katko Bogataj, in sva prišla dol in lahko rečem, da zame je bila to, čeprav sem bil enkrat že na Eco-Rallyu v vlogi sovoznika, še pri Aljoši. Veš, sva za Aljošo enkrat odpeljala, mislim, da takrat v, kaj je bilo, ne vem, nekem Priusu ali kaj. Je bilo zame čisto vse novo. Kakor sem bil nakurjen, da štartam na rezultat, sem prišel tja in sem bil tako, kar mal zgubljen, a veš, tako, osnove najprej rallija, ne, kvaj je to roadbook, a veš, tako, mogel sem se ful spomniti, kaj še lekatka, kaj je bilo za njo čisto vse novo, ne. Tako da v štartu je bila Astra v bistvu kar najmočnejši člen te ekipe, tako res, mi da so bila, tako, okej. A se ti je Šebal zgodil? Kaj pa je Šebal? A veš, ko je rekel prvi brzinc, ki ga je ujel? Ne, sej lej. Da čisto razložim na kratko koncept sploh tega rallija. To je rally tako kot vsak rally, se pravi, ti dobiš roadbook in se pojaviš na brzincu, a ne? Ampak na brzincu ni človeka, ki ti poštemplja karton pa reče, ok, zdaj pa štarti na zeleno luč pa na polno, ne? Vsak avto dobi 2 GPS-a in ta avto pošilja non-stop podatke v FIO, ne tako enemu tle časomerilcu, ampak nekam v Kanado, v FIO, zraven si priklopljen na računalnik od avta, ki tudi pošilja podatke o porabi in začne se brzinc. In ti voziš po roadbooku in dobiš neko, za vsak segment brzinca dobiš neko povprečno hitrost. Idealno povprečno hitrost, ki so pa oni že prej zmerali pa dali v roadbook. Ne? In ti se moraš držati te povprečne hitrosti. In ki se najbolj približa idealni povprečni hitrosti plus poraba, je v bistvu najboljši v točkovanju. Ne? Kaj pa čas? Čas se ne meri. Se pravi, ti dobiš nek idealen čas brzinca. Ne? Se pravi, rečemo, da je to 30 km brzinc, pa da je idealen čas, ne vem, 18 minut. Ne? In ti se moraš 18 minut 35 sekund. Ti moraš točno prijeti. Ja, ok, zdaj sem butno, ne? Ampak ok. A veš, ti moraš točno priti v tem času, idealnem času, pač v cilj. Ampak ni fora, da se ti zdaj sparkiraš 3 minute pred ciljem, pa čakaš unih par sekund. Ti ne veš, kje te oni vmes merijo po GPS-u. Ne? Ti moraš vedno se gibati znotraj te idealne, tega ghost carja, ne? A veš. In v bistvu loviš to, ne? In lej, dokler sem mi da pogruntala vse te stvari, a veš, tako, lovila sva se, ne? Ampak Astra vmes, lej, po VLTP-ju ima ta avto porabo 15 pa neki, ne? Mi da so se skozi na 13 držala. Fuck, stari, to je pa kar podatek. No. S tem, da klima je šopala na polno, sploh nisva gledala. Mi da so, pa pazi, povprečna hitrost ni mehna, ne? Oni ti zastavijo pač neko povprečno hitrost, ker se ti normalno peleš v prometu.
In avto se je skozi držal na 13. Tako. Mene je totalno presenetilo. Ne, to je dobra poraba. Ne? Ful dobra poraba. Res pa avto udoben. Tako, res pa normalno sva se pelala v avtu. Kje si pa tiste drate pobral v gumo, tu si pa sekal, ne? Ne vem, kaj je bilo, ampak pač enostavno sem zjutraj pridem v Park Ferme, avto je čez noč strogo Park Ferme, varnostniki, vse, da se ti ne dotikaš, da ne filaš, da ne vem kaj, ne. Pridem zjutraj, tako vidim prazna guma, ne. Tako sem se rekel, fuck, konkurenca. Tako fauš sem mojemu 17. mestu, a veš. Ne, hecam se. Pobral sem nek žebel, ne vem kva, nekako železa in pol je itak, veš, pač načeloma bi jaz mogel odstopati, ne. A veš, ker ti ne smeš ven iz začrtane poti roadbooka, ne. Ampak tam je bil, takoj zraven je bil nek vulkanizer, poleg tega je bil še ta vulkanizer nastopu v samem relju, a veš, in je rekel, tle imam delavnico, in so fantje zrihtali v 2 minutah vse, sem se preklopil nazaj relju in odpeljal do konca. A si malo tlak dvignil? Ne, to pa vse preverja, stari. Tehnični delegat vse preverja. Jaz sem prišel tja na pumpu gume na 3,5, sem rekel, imam jih jaz, veš. Jaz sem neki pogruntu, kar oni niso, ne. Pridem tja, poskakuje Astra, veš, totalno trda, ne. Pridem tja, pa tako, sam primem na pumpico, sam tako spusti na 2,4. Rekel, ja. Ne, prišla sva v cilj, ful je bilo dobro, ful sva se zabavala, tako, kul je bilo, no, dobra izkušnja. Imam pa jaz svoje pomisleke, ki jih bom pa zdaj samo v 2 minutah povedal. Ne, dej, preden še pomisleke povej, kakšna je bila na koncu poraba? Porabila je 13,4 se mi zdi. Kje si bil zadnjih 5 minut stari? V 600 kilometrih stari. Ne, poprečna skupna, ne? Čakaj, tle reli vse skupaj je bilo, ne vem, brzinco je bilo, mislim, vse skupaj je bilo 480 nekaj tazga. Jaz sem šel pol s tem avtom še na morje, pa še domov, pa sem prišel domov, pa je bila 13,6 poraba. Se pravi, avtocesta všteta. A veš, tako, pač nora poraba. Pomislek je to, pač ta sistem tekmovanja, no to sem hotel sam še povedati. A veš, FIA stoji odzadaj, reklamira road safety, a veš, tudi ta sistem tekmovanja naj bi bil tako, kao, mi smo v prometu, to je dirkanje znotraj od prometa, pač tako, vse cool. Moj pomislek je pa to, da te fantje, ki dirkajo, ki sem jaz pol pogruntil, zakaj jaz nisem dober, ne? Oni dobijo neko idealno hitrost. Rečemo, da je to 41 km/h, ne? Za tisti nek odsek. Zdaj, kaj oni naredijo? Oni se držijo te hitrosti vedno in povsod. To pomeni, traktor ti pelje nasproti na neki ozki cesti, on bo zavil na travo desno in bo 41 peljal še zmeraj, samo da ne zniža te hitrosti, ne? A veš, neki ljudje se sprehajajo ob cesti, po cesti, stari, on bo 41 pičil mim. Stop znak, piči mim. Aha, za vsako ceno on... Za vsako ceno on ne bo znižil hitrosti. No, to pa ni cool, ne? Ne, to ni cool. To res ni cool. Sploh, če se voziš v odprtem prometu, ne? In mislim tako, jaz sem se pol, zaradi tega, ker mi je bilo proti koncu bolj pomembna vsebina, ne toliko rezultat, sem se peljal pač za nekom, da vidim, kaj se dogaja, kako oni vozijo, ne? In sem točno to videl, pač oni se držijo in pol, to imajo tudi na telefonih, imajo epe, ki vnesejo noter vse podatke. Jaz sem videl story, ki je imel 10 zaslonov. In app mu kaže, kdaj je prehiter, kdaj je prepočasen, ne? In pol sred nič začel žlajfati. In pol sred nič, ravnina neka, veš, 90 omejitev, ne? On zažlajfa in zmanjša na 25-30, tako, za 5 sekund, pa spet pospeša, ne, tako, in tako, totalno ne paše v promet. Ne, pa to je pol tudi rezultatsko sestavljanje, ne. Ja, točno to. A veš. Pač ti pozliraš svoje rezultate, ne, tako, pač meni ni šlo v glavo in zdaj, pol sem na koncu gotovil, zakaj v bistvu, jaz sem pa tako, zdaj smo v naselju, zmanjšam na, ne vem, 48, jaz se peljem lepo 48, ven iz naselja, jaz ga pospešam na 88, a veš, ne čez omejitev, drž se tam noter, zihar boš imel dober rezultat. Mal pazi na porabo, a veš. In jaz gledam, pridem v cilj, tako, fuck, debelo zadnji. Tako, kaj je to? A veš. Zdaj mi je jasen, tako da ne vem. Zapravo, oni so tako, ko enka ima pametno uro, pa si nastav vadbo in bo znotraj unga srčnega ritma ostal za forever. Ja, še zmeraj šport, še zmeraj zanimiv, ampak a veš, ni pa to ta road safety, ki se FIA pač promovira, a veš, čez to tekmovanje, ne. Niti približno, ne. Imam posnetke take, ki fantje pičijo čez stop znake na polno, tako pač jaz sem sam gledal. Noro.
No, Skratka, to pa ni v redu. ful je bilo fajn, tako da upam, da naslednje let se spet pač udeležim tega tekmovanja, ki bi si želel res, s tem, da spet ne bom šel, pod takimi pogoji ne bom šel na rezultat, ker mi ni zanimivo, ampak mi je bilo pa z vsebinskega vidika ful zanimivo. Kaj zdaj? Kaj sta zdaj kar tih? Ne, nič. Sem kar malo, ne, razmišljam o tem, kar si govoril, ker je... Ne, meni je pa všeč to, da si razmišljal, pač, če je tu v odprtem prometu, da si vozil tako, ko se zagre. Ne da pol, veš, res loviš nek rezultat za zmago, ne glede na ceno. Ne? Ja, se ti pravim, pač, še zmeraj je tekmovanje, še zmeraj pač podpiram vse, ampak veš, če bi bilo to v zaprtem prometu, bi še toliko bolj vse skupaj podpiral, ne? Oziroma, ali pa naj se nekako nadzoruje te tekmovalce, pač da če že imaš GPS, če že spremljaš tekmovalca, da vidiš, da se je ustavil na stop znaku, se ga spremljaš po mapi, se veš, kje je križišče, ne? Jaz vam moram pol nekaj pokazati. Prej smo govorili o teh nišnih, maloserijskih britanskih proizvajalcih. Jaz sem naredil predlog seznama za konji na mizo MK2, pa sem dal noter tudi Ariel Atoma. A to si zdaj kar premierno povedal, da se bojo zgodile karte? Ja. MK2. Ups, nisem pomislil zdaj na to. Ja, se bojo. Ja, no, se bojo, ja. Imam seznam, pa boste še malo obogatila, pa predlagala še kaj. Imam 45 zdaj avtov predlaganih, tako da moramo do 50 moramo prelest, še kaj eliminirati, pa še kaj dodati iz, bom rekel, naših koncev, pa tako, no, da bo fajn seznam. No, je pa dobro, se mi zdi. Ja. A je bilo še kaj tazga? Kaj smo še kaj vzeli? Ti kaj tazga testiral? Ja, mogoče lih kontra totalna tej Astri, a veš, če po eni strani elektrika prihaja, ne, sem pa vozil en avto, kjer se en motor poslavlja. Sicer Cupro VZ5, ne. Jaz sem Kviki včeraj sestavil, ti ga pokazal pol. A res? Jaz mi ga dal za en trikotnik. Stari, ta avto je pa... Jaz sem tudi ta motor vozil. Avto je pa fajn avto okrog enega super motorja. Ja. Res, mislim, tako srce tega avta je res ta motor. Petvaljnik, mislim, tak hud zvok ima, ne. Pa še ta avto je imel Krapoviče od zadaj. Ni preglasen, niti približno ni preglasen, ampak poudar tisti zvok petvaljnika. Tako, res je bil dober. Mislim, tako, šel sem lih ta dan, ko smo šli v Krško, ko smo šli na obisk elektrarne, sem se sam zapeljal tja do Domna na Racelandsa, rekel, da me spust gor, sam da naredim dva kroga. In res, malo sem ga tam čez robnike pohodil. Full fine auto, res. Jaz sem kiksno rotacijo tega testnega avtomobila, ampak sem prosil Sašo, če mi ga da za en krog. In sem predtem vozil en starejši avto, ki ima malo bolj posreden volan, ko sem se usedel v VZ5, sem vsak ovink preveč na noter jemal. Ja. Sem mislil, da sploh nisem hotel sekati, pa sem rekel, full je natančen, ampak to, kar sem rekel tudi v Quickiu, sem rekel, ta avto je motor in ta motor je ta avto. Res fajn, celostno, zvok je pa en najboljših supercars included. Ja, res. Ne, pa to, kar praviš. Jaz sem gledal neke posnetke tega avta, kako ga folk po dirkališču razmeče, pa se za njim kadi, pa 4x4 pogon, ki pride do izraza. Tako. Tudi jaz sem malo probal, ampak veš, vseeno ti ni avto narejen za to, da ti z njim driftaš, pa ne vem, koliko drsiš, pa ne vem kaj. Ga moraš sprovocirati, ga moraš sprovocirati. Ampak če ga pa enkrat spravaš na počes, je pa fajn. Ne, sem ta motor vozil, tudi so zelo sveži občutki v Audi RS3. A ja, se res, ja, valjda. Ja, čudovit avto. Težko se sprijaznim, da ne bo več takih avtomobilov. Pa še en avto sem pel. Eno zanimivo primerjavo smo naredili v Motorvi, jaz pa moj motoristični brat Pero Kavčič. Sva šla z eno... BMW. Reaktor močine. Pa sta že imela? M3 pa unga... M3 Touring pa BMW M1000R motor. Lej. Pa sta kaj poštopala? To je v bistvu motor iz E-modelka. Motor iz E-modelka. Motocikl. Ja. Spoilerji in vsem. In tudi Pero je prišel, veš kako napravljen. Da sem najprej mislil, da je Mark Marquez prišel. Sem mu rekel, tako je. In sva šla na naš kos najbolj varnega asfalta v center varne vožnje, ker druge tudi niti približno ne moraš narediti. Ja, in sva se na črto postavila, ne.
sprožila 2 launch kontrola. Ne. In tako zanimivo je bilo, kad M3 s 4-kolesnim pogonom nastavljenim na šport se res... Skoč. Stari, odrine se, a veš kako, da misliš, da si na... Kaj da si jo nisem na GT. Ne, misliš, da si na telenosilki. Tam je pero malo izgubil, ne? Tam je, ne da je izgubil. Ta motor ima tudi launch control. In? Ni izgubil, ampak do 100 sva bila poravnana. Ok. Pa je motor prišel v visoke frekvence, sem jaz mislil, da vozim električnega M3. Tako se je daril. Stari, pa me je pa upravil, a veš kako. Ja. Noro bomo napisali v Motor Sam Review. to je reportaža rezervirana za člane, ne? Motor Review se ne da kupiti, ne? Ne da se kupiti. Dobro, bo pa na spletu nekoč nekdaj. Bo, ampak bodo najprej dobili v roke na papirju. Priorities. A veš, kaj je fajn, ker v Motor Review nikoli elektrike ne zmanjka, ne? Kaj je enkrat natisjeno. To je res. Ja, dobro, a smo kaj pozabili? Imaš ti še kaj na lagerju? Drugače pa, to, kar smo omenjali, smo v bistvu začeli podcast s hrano, ne? Ja. V bistvu to, kar sem rekel, da je bil razpoložen včeraj. Bili smo na domači predstavitvi nove Kone, ne? Dej povej, no, jaz nisem mogel iti. Ja. Huda zgleda una luč spredi, pa vse to. Posebna, zelo posebna. Vse tako, kar zadnjih par Hyundai, no, res vsak je nek poseben. Ful mi je hecan, ker se ne držijo nobene tako oblikovalske špure, da bi rekel, a veš, tako, ker, ne vem, BMW se drži neke špure, Mercedes, vsi se držijo, ne. Tlele kar malo šaltajo iz retrofuturizma v totalni futurizem, pa naredijo eno klasiko. Tako. Mislim, meni je to totalno všeč, zato ker je vsak avto original. Vse to, ja. Vse to. Veš. A veš, človek bi pričakoval, ko smo videli Ioniq 5, retrofuturističen pa koncept, ne, da zdaj bo pa Hyundai zagrabil, a veš, na valu teh odzivov pozitivnih, pa bo rekla, zdaj bojo pa vsi naši avti taki, ne. Zdaj pogledaš to novo Kono, tako čist štrli izven tega, ne. Meni drugače huda zgleda, ker to moram pa priznati, Kona, ki je prišla 2017, se mi zdi, ali 2016, 2017, mi je bilo všeč, pa se je zgodil facelift, mi je bila, ne vem, kaj čem reči, ampak tam je pa zdaj spet fajn. Res, kaj je predvsem zanimivo pri tej, ker še zmeraj zgleda kompaktna, še zmeraj zgleda Kona taka, kaj je, ampak stari škok je večja. Ful je večja. A res? Ja. 17 centi je večja. Predlažnika ima več za 100 litrov. 100 plus. No, od zadaj, ki se usedeš. Jaz sem imel sedež na štima nase, pa sem se usedel od zadaj, pa sem komod sedel. A pa se feeling približa, ali pa da je podoben feeling kot v Ioniq 5, tak res roomy. Vse je večji. Ioniq 5, ja, vse približa. Vse približa, ampak v temule, v petki imaš ti feeling, da je to električna zasnova že takoj raven podan, pa a veš te stvari. Ja. Tako malo je drugače. Pa veš kaj, ne? Ful je dobro, spet smo nazaj, če vzporednico potegnemo s Passatom, ne? A veš, raznolika mobilnost. Ti Kono dobiš z litrskim benzinskim motorjem, z mild hibridom 1.6, 4-kolesnim pogonom, s polno električno samooskrbnim hibridom, pa še električno Kono. Se pravi, za vsakega bo. Ne? In avto je, armatura. Meni je bilo tudi včeraj, sem bil čisto fasciniran nad to armaturo. Prvič ergonomija, drugič ful odlagalnih površin, takih lahko dostopnih. Ne, da moraš ti nekaj premikati, pa odpirati, pa ne vem kaj. Ja. Totalno digitalna, pa vsa ključna stikala, taka velika, analogna še od spodaj. Tako da, res, mislim, jaz sem bil zelo pozitivno, pa veš kaj še ne smemo pozabiti, kakovost izdelave, ne? Boljša, ampak vse to, kar smo našteli, ima svojo ceno. Ja. Višjo ceno. Ja. Ja, seveda. Tako da ja, malo je dražja, no, ampak lej. Je pa dosti več avta. Drugače pa en podatek mogoče, no? Čak, tole moram pa prav pogledati, da ne bom napačno povedal, ne? Zdaj sem se spomnil, da... Koliko je bilo v prodanih? Ja. Ja, mislim tako, teh konj je kar veliko, veš, pri nas. Kona je bila v bistvu ful uspešnica, ne? Daj povej, kaj si hotel povedati. Lej to, Kona, pri nas so prodali 3352 kon, se voz po slovenskih cestah, od tega je 150 električnih, logično, kaj je na zadnje prišla, ne? Ampak, lej, res je en tak orank upgrade. Pa vidva gresta vidva pelati električno Kono? Ja. Zdaj, čez par dni. Čez par dni pa, cena. Od 26 jurjev naprej. Kona. To je to.
lahko jaz zaključim z eno klasiko, no? Ki je Jure dvakrat nastavil. Ja, to pa res. Jaz sem zadnji teden vrtim volan Mercedesa, letnik, da nam narobe rekel 89 oziroma 90, 500 sec, to je sek, no? To je C126, pravzaprav razred S coupe, en od highlightov Bruna Saka. Bruno Sako je bil človek, ki je celo kariero praktično preživel pri Mercedesu, 20 let je bil tudi head of design. Stari moj. Lešnik pred lešnikom. Ja, avto je pa, kako pa ta avto poboža, ne samo z V8 mašino, z mirnim tekom, s podvozjem, z fotelji. S servilnostjo, ne? Ja, tako je, s servilnostjo. Krasen avto in ko mi čakam, da posnamem vlog, poklon in Bruno Saku in avtomobilu, no, res je krasen. To je avto, ki pa, veš, ki rečeš, ok, ta avto bo pa enkrat moj, ali pa takšen avto bo pa enkrat moj, no. Res si ga želim. Pa za zdaj imaš še dobro ceno, ne? Za vse tiste, ki jih mogoče taka stvar zanima, ne? Pa ta avto bo držal ceno, oziroma pač, če bo ostal v takem stanju, kot je, bo samo še rasla, ne? Ker kakor je Matej zadnjič rekel, z vsakim baterijskim avtom cena njegovega avta zraste, ne? Točno tako je. Ne, hotel sem samo še reči to, da mi ga je Ciril dal za en krog tle, ker sva neko logistiko reševala, pa sem se pelil in tako, sva se mogla dobiti na neki točki, sva bila zmenjena, pa on meni napiše, sorry, zamujam 10 minut, ne. Jaz sem pa lih njemu hotel napisati, sorry, jaz zamujam 10 minut, veš, ker ta avto te prisili to, da vsak mu napišeš, zamujam 10 minut. Ja, tem avtom se ti nikamor ne mudi, veš. Tu, če se ti mudi, mej prepravljen message, zamujam 10 minut, zaradi tega, ker ta avto te tako pomiri. Ja, res. Ko prav sedeš se v ne fotele in tako, stari, zdaj gremo mi da počas. Ja, meni ga je dal sam malo obrate za pritisniti, ne. In to tako zgleda. Saj ima obrate, samo je tako Ne, nisem ti povedal do konca, ne. Prav čutiš, ko daš v drive, ne, ko ga lepo spustiš naprej, pa ta V8, ne, ko je eno tako mehansko koralno petje. Na smut. Ja, res. Dramatično crkveno. Ja, res lepo. Pa moja prva fura je bila od Obale do Krškega, ne? To ni glih najkrajša fura. Stari, kako sem užival. Zdaj en teden se z mano pele, pa nisem radija še prižgal. Ja. Sam kruzam. Itak. Kruzam tudi, ker ne rabim kruzati, jaz sam grem malo. Res. Pač kaj sem opazil, da pri tem, a boš dal eno fotko? Ja, bom dal eno fotko, ja. Da pri tem avtu ful 7 met skozi odprta okna. Vsa štiri. Avto dobi ful lepšo obliko, če podreš vsa okna. Ker una kupe oblika ful pride do izraza. To so te brezčasni avtomobili. Ja. Ne, pa veš, Cirilu Kles še posebej malo solzica pride v oči, zato ker on je tudi genetsko povezan s tem avtom. Ne? Ja. Veš, 3 prostorske kupe, Mercedesove je njegov fotor tudi častil. Ne? Ja, v bistvu pol 124, ja, E-kupeja je oče vozil. To je bil njegov zadnji avto od Cirila Seniorja. Oziroma od Cirila drugega, ja. Krašno, a už pa uni prvi. Kar vidim tam mladega Cirilčka, kot zadaj sedaj, pa se je tako muzil. 2-3 mašine smo imeli, 2-8 je še tudi bila, pa druge stvari. Polka se notor sedeš, pa ti pas lepo poda, pa mislim res, to so, To je bila zame, mislim, da ne bom kaj narobe rekel, ampak to je bila ena največjih Mercedes-Benza, ne, takrat so res odstopali z enimi izdelki in to je brezčasen avto, no. Tako, ja. Cool, dobro. Nač, meni je všeč, kad takole malo vsake toliko cajta naredimo en tak pregled dogajanja. No? Tudi meni. Upam, da koliko tudi. No. Sej so se kar pol odzvali v komentarjih, da jim je všeč. Sej gostov imamo le, tam je seznam gostov takih, ki si jih želimo, je dolg, ampak takole, da malo razbijemo vsake toliko cajta s tem, kaj se nam je dogajalo, je vsaj meni je fajn, no. Meni je to, jaz se v bistvu veselim naših podcastov, ker se mi zdi, da tudi se še kaj naučim, pa malo te obnove so fajn. No. Yes. Cool. Jure? Ja, nič. Hvala lepa vsem. Ne? Hvala lepa. Mogoče sam še na tej točki ta poziv, ki ga vedno rad pač naredim. Karte so še zmer na voljo. Ciril je rekel, da pridejo kmalu nove, MK2. Tako da ne želite, oziroma je fajn, če imate te na polički zbirateljski, ko spreden pridejo druge. Ne? Hotel sem še nekaj čisto iskreno povedati. Res je prijeten občutek, veš, da podcast gledate ljudje, ki vas res vsebina zanima. Mene to najbolj napaja. Ne? Prejle sem se pripeljal, dan smo res zarano snemali. Ne?
še megla se ni dvignila na Višnjegorskem klancu, ko sem se jaz že pelal na ta podcast in klele dol pod brlogom en možakar v roki napihljiv balonček. Ja, štirka, sem videl. Pač iz enega računovodstva možakar in pride in stisne roko tako po moje naših let in reče, lej, res uživam, ker ste noter, ker zanimive stvari govorite, ker zanimive goste pripeljate in to je, saj smo že večkrat povedali, tisto najbolj iskreno gorivo. Ne? Ker mogoče, pa ne, nočem, da se sliši tu kot jamranje, ampak mogoče kdo misli, da se tu pridejo tam pa stresejo z rokava, pa ni tako. Ne? Mi v to našo vsebino veliko enega truda vložimo in tako res hvala vsakmu, ko se za računalnik, za telefon usede, da slušalke gor. Ja, točno to. Mislim, vedno bomo dostavili, vedno bomo furali to, imamo pa res na koncu meseca te položnice za plačati, tako da le, če kdo kupi kakšne karte, dobite nekaj, seveda, če pomagate plačati položnice, dobite nekaj v zameno, karte, obeske, majice, kapce, vse imamo. Atmosferci.com, tam najdeš trgovino, pa še ena stvar bi omenil, ker smo glih o kartah začeli. No? Veš, smo se potrudili, da je škatlica res kakovostna, da je to izdelek. Predvsem pa, veš, pol, ko se bo nadaljevali MK2, pa mogoče še kaj drugega, jih je pol tudi lepo v vrsto postaviti. Ja, zbirateljski kos. Gledamo na to, da je to res kakovosten zbirateljski kos. Ja. To je to. Ok, ajde, folk, čau. Nasvidenje. Adijo. Kako sem ga zatrkeral.